Slovesno ob dnevu državnosti. Ustanovitev lokalne akcijske skupine. Slovenski dan v Dragočajni. Srečanje gorenjskih izgnancev. 9. večer filmske glasbe. Srečanje 4 godb. Plesni teden v Medvodah. Lepo pozdravljeni na praznični dan. V torek 23. junija je v dvorani Kulturnega doma v Smledniku potekala osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti. Prvotni načrt je sicer predvideval izvedbo prireditve na prostem pred cerkvijo svetega Jakoba v Hrašah, a jo je pripravljavcem, Kulturno-umetniškemu društvu Smlednik in Turističnemu društvu Hraše zagodlo vreme. Slavnostnim govorom predsednice sveta krajevne skupnosti Smlednik Nežke Bogataj in ob spremljavi kulturnega programa so tako udeleženci proslave obeležili spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. 25. junija 1991 je Slovenija razglasila samostojnost. Poslanci so sprejeli temeljno ustavno listino o samostojnosti, ustavni zakon in deklaracijo o neodvisnosti, pa tudi nove simbole, ki so jih dvignili dan pozneje na slovesnosti pred državnim zborom v Ljubljani. S ponosom so se na ta dan ozrli tudi udeleženci osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti. Meni pomeni veliko, rada pridem na prireditve, poslušam stvari, ki se dogajajo tiste dni. V glavnem, mislim, da je prav, da vsak Slovenec, pravi Slovenec, to počasti. 25. junij je vedno dan, ko se tradicionalno že udeležim, če sem le doma, pohoda po teh roparskih vitezov, ker je to prvič poklon Turističnemu društvu Žlebe Marjeta in ker se mi zdi, da je toliko ljudi dobre volje in pozitivne energije prisotnih, da pa Slovenci včasih ne znamo svoje države pohvaliti tisto, kar je dobro in vidimo samo slabo. To je pa mogoče napaka nas samih, ne samo na državnem nivoju, ampak včasih tudi na občinskem nivoju. Za slavnostno govornico osrednje občinske proslave je župan občine Medvode tokrat imenoval predsednico sveta krajevne skupnosti Smlednik Nežko Bogataj, ki je v svojem nagovoru razmišljala o odgovornosti in dolžnosti državljanov kot težjemu, a bistvenemu delu samostojnosti in neodvisnosti lastne države. Ja, glede na to, da sem se rodila že v Slovenijo, v resnici to ga jaz dojemam kot predvsem odgovornost, kot nekaj, kar bi rada, tako kot sem jaz sprejela nekaj zelo lepega, to podarila tudi naprej vsem, ki prihajajo za nami. Tako da bolj kot odgovornost, dolžnost, pa kot seveda praznovanje, da imamo samostojno Slovenijo. Odločitev o slavnostnem govorniku je tokrat sovpadala z odločitvijo o načinu izvedbe osrednjih občinskih proslav ob dnevu državnosti, ki bodo odslej zaupane vsakič drugi krajevni skupnosti v naši občini. Če gostujemo s to prireditvijo po krajevnih skupnostih in so krajevne skupnosti nek osnovni gradnik občine, potem se mi zdi edino pravilno, da ob tej priliki prisluhnemo tudi predstavniku tiste mikrolokalne skupnosti, v tem primeru seveda predsedniku sveta krajevne skupnosti. Obiskovalce proslave je po Sloveniji popeljala melodija Lepe besede in spev harmonike. Režija je bila zaupana Blažki in Blažu Brešan, proslavo pa so sooblikovali člani KUD Smlednik in virtuoz na harmoniki Janez Dovč. Ja, meni je bilo zelo všeč predvsem to prepletanje glasbe, poezije, nekih zapisov naših umetnikov, ki so res mojstri, tako in drugače. Vedno sem presenečena nad smleško mladino in nad njihovo ustvarjalnostjo. Moram reči, da smo bili vsi navdušeni. Če ne drugače, se je to videlo na koncu, ker smo vsi v zahvalo za tako lepo prireditev vstali in vam res iz srca zaploskali. Sinergija Janeza Dovča in kulturnikov iz Smlednika, globoke misli o naši domovini in o lepotah, ki jih imamo, pa jih včasih ne opazimo. In zaključek z lepo pesmijo vseh prisotnih, res nekaj enkratnega. Jaz moram reči, da sem bil ganjen, da že dolgo časa se že ni zgodilo, da bi me kakšna prireditev s svojo čistostjo, s preprostostjo, pa hkrati dovršenostjo ob tej izjemni podpori Janeza Dovča, ki harmoniko predstavil čisto drugačni luči, kot smo jo sicer vajeni, me je ganil program.
Programsko se je tokrat osrednji občinski proslavi pridružilo še tradicionalno kresovanje v Hrašah, ki ga tamkajšnje turistično društvo pripravlja že več kot desetletje in s tem obuja staro slovensko navado ob kresni noči. Kljub obilnemu torkovemu deževju je kres ob hraškem bajerju zagorel, obiskovalci pa so pod streho jahalnega centra Janhar ob nastopu Smeškega žarka prisluhnili še predstavitvi študijskega krožka za turizem v Hrašah, v okviru katerega člani turističnega društva Hraše v zadnjem letu razmišljajo o turističnem razvoju svojega kraja v bodoče. Predpraznično druženje navzočih se je nato nadaljevalo o pogostitvi in živi glasbi. V Kulturnem domu Vodice je v ponedeljek dobro leto od prvih namer potekala ustanovna skupščina in slavnostni podpis pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine na območju 6 občin Naše in pa občin Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa je na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju, od spodaj navzgor. Najprej so pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine podpisali župani vseh 6 občin, ki doslej edine še niso bile tovrstno vključene v pripravo strategije lokalnega razvoja. Ta je predpogoj za črpanje evropskih sredstev, bodisi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bodisi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina Medvode bo predvsem eden izmed partnerjev v tem projektu, kar pomeni, da bo sama prijavljala tudi projekte, se zavzemala, da tisti, ki jih bomo definirali kot krovne projekte za našo lokalno skupnost ali pa iz naše lokalne skupnosti, da so seveda prednostno tudi uvrščeni in uspešni potem pri črpanju teh evropskih sredstev, ki bodo na voljo. Vse postopke vodi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki v določen izplen evropskih sredstev ne dvomi. Torej, na področju lokalnih akcijskih skupin je to naša prva aktivnost. Ker smo pa subjekt razvoja v Ljubljanski urbani regiji, smo seveda v preteklem obdobju imeli določeno kvoto sredstev namenjeno razvoju regij oziroma razvojnim projektom regijskega pomena in seveda smo jih počrpali 118%, tako da kar nam je bilo na razpolago smo v celoti počrpali in prepričani smo, da bo podobno tudi v tej lokalni akcijski skupini in želimo si pa seveda povezovati ta sredstva tudi z drugimi možnimi viri in preseči tisto, kar je trenutno na razpolago. Optimizem krvaje tukaj tudi pri vas? No ja, jaz nisem po naravi nek zelo težek optimist, sploh ne, ko govorimo o evropskih sredstvih. Zavedam se namreč, da je tukaj ogromno birokracije, da je ogromno ene papirologije za potem da ali ne izplen, ampak vseeno, vesel sem, da smo člani LAS-a, torej da je ta bela lisa, ki je do zdaj še vladala tudi na občini Medvode znotraj slovenske države pokrita, zdaj pa veselo na delo, bi se reklo. Agencija, ki je v začetku leta pripravila predstavitvene delavnice v vseh 6 občinah in 3 tematske, eno tudi v Medvodah, je aprila pozvala vse zainteresirane k včlanitvi v lokalno partnerstvo. To naj bi bilo sestavljeno iz predstavnikov javnih in zasebnih subjektov, ki imajo sedež ali pa so dejavni na območju teh 6 občin. Z odzivom so bili zadovoljni, saj je k partnerski pogodbi pristopilo 85 zainteresiranih organizacij in posameznikov, 49 pa jih je v ponedeljek prišlo tudi k podpisu pogodbe, vsi ostali pa bodo to storili naknadno. Jure Galičič je partnersko pogodbo podpisal v imenu 2, Javnega zavoda za šport in turizem Medvode in Turistične zveze Medvode. Projekti so že tik pred tem, da jih tudi oddamo, kajti rok za oddajo je konec junija. In pa v dogovoru z občino smo se dogovorili, da bomo dali nekako prijavo za revitalizacijo naravnega kopališča ob reki Sorgi na Rakovniku, za vzpostavitev blagovne znamke, to je naravnih izdelkov in izdelkov umetnostne obrti po vzoru Škofje Loke. In pa razmišljamo še, da bi dali za nekakšen multimedijski oziroma internetni portal, ki bi združeval pravzaprav vse, kar se na področju Medvod dogaja. Ne samo turizma, ampak tudi kulture, športa, vsakdanjih informacij, kajti vsi, ki smo uspeli te dokumente prebrati, so zagotovo to projekti, ki kar kličejo po temu, da bi jih tudi Evropa podprla, kajti združujejo vse tiste 4 cilje, ki jih nekako skušamo skozi te projekte doseči. Pri pripravi strategije bodo prednost imeli projekti, ki bodo sledili skupnim ciljem Evropske unije,
to pa so ustvarjanje delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost ranljivih skupin in povečan spekter osnovnih storitev na podeželju. Prav z področja naše občine je doslej prišlo največ predlogov. Nekateri manj verjetni, da bi se jih dalo realizirati skozi ta ukrep, zagotovo pa jaz mislim, da jih je nekaj takih, za katerimi stoji več občin. Se pravi, zdajle v prvi fazi smo gledali, katere so tisti projekti, kjer nekako bi sodelovalo vsaj 5 od 6 občin. No in za področje občine Medvode smo definirali kolesarske poti in pa seveda izgradnja tržnice pa lastne blagovne znamke. Torej, to so nekako projekti, ki so sorodni v večini občin in s temi bomo najbrž tudi začeli. Koordinator lokalne akcijske skupine Roman Medved, ki je določen nabor projektov že prejel strani zainteresirane javnosti, meni, da ne bo težko porabiti slaba 2 milijona evrov, kolikor naj bi Lasu pripadlo po sedaj znanih kriterijih v obdobju 7 let. Ker to so projekti, ki so pripravljeni na terenu, ki so zanimivi za ljudi. Je pa res, da v tej začetni fazi bo potrebno malo več truda vložiti v pridobivanje nekih znanj pri pripravi pa vodenju projektov, ker vseeno neko administrativno delo je od zadaj zahtevno, ker so pač to evropska sredstva po določenih pravilih in bo treba ta pravila izpolnjevati in tu bo verjetno v začetni fazi še največ dela, da ljudi seznanimo s temi pravili, kako postopki potekajo in potem, da lahko v naslednjih letih to res pripeljemo do konca. Za vse zainteresirane je včlanitev še vedno možna. Pristopna izjava bo v prihodnjih dneh objavljena na spletnih straneh Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije ter na spletnih straneh 6 občin. Pred tednom dni so se v sejni sobi občine Medvode sestali župani 7 občin, ki so solastnice javnega podjetja Komunala Kranj. Poleg občine Medvode so to še mestna občina Kranj in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. Župani so med drugim kranjsko komunalo pooblastili, da poda pobudo za ustavno presojo državne uredbe o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, varstva okolja, ki je bila tudi podlaga elaboratu za potrditev cen storitev oskrbe s pitno vodo. Ta je sporna predvsem v višji ceni omrežnine. Župani so se dogovorili tudi, da delujejo kot klub, ki se srečuje vsaj na 3 mesece. Povezali pa naj bi tudi turistično ponudbo občin. Skratka, občina Medvode dobiva močnejšo gorenjsko navezo. Zaključena je prva faza projekta urejanja središča Medvod. Na lokalni cesti Medvode-Vrje so zgradili krožišče pri Donitu, delno so rekonstruirali Medvoško cesto, jo komunalno opremili in preplastili. Zaradi določene razširitve del, med drugim so uredili tudi pločnik ob levi strani cestišča, kar pa ni bilo v načrtu, pričakujejo, da se bo ocenjena vrednost gradbenih del v višini 557 000 evrov povečala za predvidoma 20%. Občinska uprava ima v načrtu tudi nadaljnjo izgradnjo Medvoške tržnice, vendar je vse odvisno od finančnih zmožnosti. Že letos pa kljub vsemu načrtujejo nakup novih stojnic. Nova prometna ureditev, urisane kolesarske ceste in parkirišče ob tržnici pa narekujejo voznikom motornih vozil in tudi pešcem še večjo previdnost. Prvi del faze urejanja projekta Medvoške ceste je končan. Potek izgradnje je pojasnil vodja projekta Gregor Marjasec. Projekt Medvoške je bil izpeljan v celoti, kakor je bilo predvideno. V bistvu smo šli še preko teh gabaritov, obsegov, kar je razvidno tudi zdaj. Obdelali smo del ceste komandanta Staneta, parkirišče pred Donitom smo popravili, pa v bistvu je dobil neko novo obliko. Manjkajo zdaj še neki detalji, se pravi ta parkiriščna signalizacija, novi boksi po domač povedano. Obnovili smo še Medvoško v tem delu podvoza in pa obnovili pločnik na levi strani Mercatorja, tako da ima zadeva eno celostno podobo. Prva faza gradbenih del je bila zasnovana tako, da ob morebitnem nadaljevanju izgradnje tržnice ne bi prišlo do ponovnih posegov v cestno telo. Cenjena vrednost je bila pravilna, popolnoma. Zdaj nismo hoteli izvajalca preveč pritiskati, da bi delal še hitreje, ker bi bil v bistvu še večji kaos. Mogli smo omogočiti, da je skozi potekal promet, da so zadeve kvalitetno narejene.
To je bil največje bistvo in pa, da so vsi detalji razdelani, da ne bi bilo nekaj kar na pamet. Tako da ocenjena vrednost bo nekaj več zaradi večjega obsega del, ne pa nekaj zaradi nepredvidenega ali dodatnega, ne. Projekt rekonstrukcije Medvoške ceste je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc iz Šenčurja. Osnovna pogodba z izvajalcem imamo 557 000 bruto. Tukaj not se samo gradbena dela, ki so v tem obsegu, ki jih vidimo, se pravi od Donita do v bistvu tukaj do občine, pa čez podvoz. Noter je zajet vodovod, pa hidrantno omrežje, ki ga prej ni bilo praktično na tem delu. Javna razsvetljava, kompletno na novo s prižigališči, ureditev WC-ja, LPP-ja, 15. in 30. končne proge in pa ta del, kar vidimo, 46 parkirišč ob Medvoški cesti. Odzivi občanov so pozitivni, vendar pričakujejo čim prejšnjo nadgradnjo projekta. Velika želja je dokončno urejena Medvoška tržnica. To vemo, da je najbolj odvisen od samih financ, tako da je to težko reči. Imamo pa ta idejni projekt, kjer ne bi bila enkrat v bodočem ta tržnica pokrita, zgor ne bi bili mogoče kakšno poslovni objekti in pa take zadeve, tako da težko je glede na današnje razmere oceniti, kako bo naprej, kaj bo naprej, ne. Pa vendarle občinska uprava načrtuje nakup stojnic oziroma tipskih hišk še do konca letošnjega leta. Na voznem pasu Medvoške ceste je po novem vrisana kolesarska pot, ki jo predhodno ni bilo. Občane pa velja opozoriti tudi na nove omejitve hitrosti. Druga stvar, ki pa je pa na tem območju Medvoške ceste od mostu pa do blagovnega centra omejitev na 30 km/h, tudi zaradi tega novega sistema parkiranja pod pravim kotom. Tako da, če se bodo ljudje pa vozniki, da če se bomo držali tega, potem ne bi bilo kakšnih posebnih nevšečnosti. Tudi letos je komisijo v sestavi predsednik Jožef Ločniškar in člana Milena Zupančič in Jure Galičič imela težko delo, da je izbrala najlepše izmed množice objektov v naši občini. Dejansko je tako, da je imela komisija letos manj dela oziroma lahko rečem več dela, kajti spremenili smo svoj pravilnik, v katerega smo dali pod mus, da moramo pregledati vse gostinske objekte, sakralne objekte in pa kar je v lasti občine oziroma ustanovitelja občine. To se pravi, da nismo imeli manj dela, ampak več dela. Veliko je bilo pa tudi strani posameznikov in pa turističnih društev podano predlogov. Sami smo pa tudi na terenu najdeli kar nekaj predlogov, oziroma ki so bili tudi danes predstavljeni tukaj. Nagradili pa so 11 objektov: zdravstveni dom Medvode, osnovno šolo Medvode, Rahelin vrtec oziroma hišo otrok Montessori, župnišče Preska, domačijo Prlenart, hišo kulinarike Jezeršek, turistično kmetijo Bormes, gostilno Belšak in pa še 3 zasebne hiše: hišo družine Gorišek iz Goričan, družine Koprivec iz Verja in najvišje priznanje za zasebno hišo last družine Zor iz Žleb. Posebni priznani Turistične zveze Medvode sta prejela še turistični krožek podružnične šole Topol in Marjaščeva domačija Smlednik. Tokrat se je komisija odločila podeliti še Pelinov cvet, in sicer krajevni skupnosti Zbilje, za neurejeno dovozno pot in parkirišče, vendar je na lastno željo plaketo prevzel župan Nejc Smole, saj je mnenja, da je za obstoječe stanje krivih več dejavnikov, bo pa grajo vzel za vzpodbudo in zbranim udeležencem je še povedal, da z veseljem naznanja, da se stvari počasi že premikajo na bolje. Na prireditvi je blestela voditeljica Ines Iskra ter nastopajoča gostujoča vokalna skupina Domen iz Črnuč. Žal pa se je organizatorju primerilo preveč napak, med drugim so priznanje podelili napačnemu nagrajencu, da bi prireditev v celoti pustila pozitiven vtis. Več o nagrajencih pa v informativni oddaji čez teden dni.
Od jutri ima linija 15 ljubljanskega potniškega prometa v naselju Spodnje Pirniče delno spremenjeno traso. V smeri Medvode nadaljuje po cesti Spodnje Pirniče do objekta Spodnje Pirniče 56B oziroma do nekdanjega kluba Lipa, kjer zavije levo. Nadaljuje vožnjo naprej do svoje stare trase in enako v obratni smeri. To je bila ena izmed obljub danih na zboru krajanov Zavrha. Na slovenskem dnevu v Dragočajni so se minulo nedeljo ponovno šibile mize pod težo tipičnih lokalnih jedi, ki so jih pripravile pridne roke domačih gospodinj. Prireditev, ki jo že 9. leto zapored pripravlja turistično društvo Dragočajna Moše, si je v skoraj desetletju svojega obstoja uspela zgraditi zavidljivo prepoznavnost. Predvsem pa je postala nepogrešljiv del dejavnosti turističnega društva Dragočajna Moše. Lepa nedelja je poskrbela tudi za dober odziv obiskovalcev. V kampu Spletnik se jih je zvrstilo več 100, tako od blizu kot od daleč. Vaščani Dragočajne in Moš so se tudi letos, že 9. leto zapored, potrudili, da jedi značilne za ta okoliš ne bodo utonile v pozabo. Obiskovalci slovenskega dneva v Dragočajni so si lahko ogledali in seveda tudi poizkusili domače dobrote, ki so jih pripravile gospodinje. Ogromno vsega smo pripravili. Tukaj imamo razne kaše, imamo žgance, imamo kislo mleko, imamo potice, imamo razne ta peciva, domač kruh. Veliko vsega, da se ne morem spomniti. Pripravljamo se zadnje 2 dni, pečemo, kuhamo. Seveda, največ pa zadnji trenutek, to se pravi, vstanemo že zgodaj zjutraj v nedeljo in naredimo, kar je treba narediti in potem se zberemo malo pred 10. in vse pripravimo. Zaupajte mi, katera je pa vaša najljubša tradicionalna slovenska hrana? Ja, zame osebno ajdovi žganci pa kislo mleko. Ob prihodu v kamp Spletnik pa je vsakega obiskovalca najprej pričakal domač aperitiv. Imamo liker, to se pravi med, limonini listi, borovnice namočene v teranu, limonce, potem so gozdne jagode v žganju. Od brez alkohola imamo pa letos tudi bezgav sirup za otroke, tako da ni samo alkohol, da se dobi tudi brez alkohol. Potem smrekovc, borovničke namočene v žganju, ali pa smrekove vršičke tudi namočene v žganju, tako da te so pač te pijače naredimo, kar se dobi na našem terenu, a ne pač te sadeži in polih pač malo predelamo. Posebnost letošnjega praznika lokalnih jedi je bila 100 let stara premična poljska kuhinja, v kateri je Irena Oblak iz Hraž pripravljala piščančjo obaro žličniki. V bistvu kotli so vsi na pritisk, vse je ekonomlanc, sam je danes pač nakuhamo tako. Tele od spodaj kurma na drva, glede na to, da včasih ni bilo suhih drv, so imeli prostor, ki so naložili drva in so se grela v bistvu in so se sušila še zraven. 3 kotli po 60 litrov so, od spredaj je tudi pečica, sicer zdaj nedejavna, pol je še 2 kotla za vročo vodo, da je bilo skozi. To je pa to, Moški del pripravljalne ekipe pa je skrbel za pripravo hrane v velikih kotlih. Dano je rekel, da so sam gospodinje vse pripravljali, tudi moški nismo križen rok stali, tako da imamo tamle v kotličkih vampe, imamo ričet, imamo krompirjev golaž. Se pravi, kot sem že prej rekel, v poljski kuhinji se kuha obara, imamo tudi posebno ponev, v kateri pripravljamo šmoren, tako da želočki ne bojo ostali prazni. Interes za pripravo jedi je iz leta v leto večji, še pove predsednik turističnega društva Dragočajna Moše. Jedi skušamo vrniti nazaj, ker so mogoče že šle v pozabo. Nočemo, da utonejo. Tako da to nam kar ratuje. Sodeluje več kot 50 prostovoljcev, sem zelo ponosen, da se lahko zberemo. V glavnem iz Dragočajne Moš, pa kakšen tudi okrog pride in res kapo dol, da so pripravljeni, da se lahko zberemo. Lepa nedelja pa je poskrbela za dober odziv tudi med obiskovalci, ki se v Dragočajni zberejo iz vseh koncev Slovenije. Midva z možem sva prikolesarila iz Pšate, to je Cerklje na Gorenjskem. Stalna udeleženca? Zdaj že to 3. leto in nam je to fajn.
da probaš domače jedi, ki se zdaj več, bolj malo se zdaj kuhajo. Otroci jih pa sploh bolj malo poznajo. Se najde tukaj na teh mizah tudi kaj takega, kar še ne poznate, kaj novega? Ja, medla. To je neka kaša z moko, pa pol z ocvirkem za belen. Tega ne znam skuhati. To sem lansko prvič probala, pa so mi danes povedali ženske recept. Povejte, kaj vse ste že danes poskusili na slovenskem dnevu Dragočajni? Potičko, pa tunin namaz, pa eno orehovo pecivo. Sicer stalna udeleženka? Ja, skoraj vsak let. Povejte, katera jed je pa vaša najljubša? Sem bolj za mesovje. Ampak drugače so pa sladice, predvsem potica. No? Potica, to je res pravo slovensko in res je dobra. Super, smo ravnokar prišli zdajle, tako da je odlično in pridemo skoraj vsako leto. Uspeli že kaj poskusiti? Že. Krofe pa nekaj slano pecivo smo že probali. Zelo odlično, super. Povejte, kako pogosto se pa znajde tipična slovenska, tradicionalna slovenska prehrana na vašem jedilniku? Več ali manj kar skoraj vsak dan. Sem kmečkega porekla, tako da se kar držimo te stare tradicije in to tudi prakticiramo doma. Imamo tudi vrt in tako da uporabljamo domače stvari. Mi se upate, kaj pa najraje pripravite? Na žlico kakšne take stvari, ričet, kakšen pasol in tak. Stalni udeleženci prireditve so tudi lastniki starodobnih traktorjev, da je bil praznik tradicionalnih domačih jedi zares popoln, pa so s petjem, plesom in glasbo poskrbeli še ljudski godci Suha Špaga, vaške pevke iz Traboj, folklorna skupina iz Cerkelj in mešani pevski zbor Smeški Žarek. V soboto so se gorenjski izgnanci zbrali na svojem 15. tradicionalnem srečanju na Pristavi v neposredni bližini dvorca Goričane. Prav tu je bilo med drugo svetovno vojno zbirno taborišče, odkoder so številne Slovence, tudi tokrat zbrane, izselili naprej. Bodisi v Srbijo, na Hrvaško, v Bosno, največ pa v Nemčijo. Pokroviteljstvo nad dogodkom je tokrat prevzela občina Medvode. Tokratno že 15. srečanje po vrsti je potekalo tudi v znamenju 70. obletnice vrnitve izgnancev na svoje domove. In kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril predsednik krajevne organizacije Društva izgnancev Srednja Dobrava Alojz Vidic, so se številni vrnili na povsem opustošene domove. Sam je bil star 15 let, ko so oktobra 1941 družino najprej odpeljali v begunske zapore, kjer so enega brata ubili kot talca, drugi pa je padel v partizanih in jih po 4 mesecih prepeljali v škofijske zavode. Iz škofovih zavodov smo, a ne 10 fantov nas je kle hodil v Goričane, so nas Nemci pelali iz Tapo na tovornaku, tam smo prekoračili nemško-italijansko mejo, pa kle prišli, da smo kle ta grad pomedli, poribali, razkužili, pa slamo not namestili. Čez en teden smo pa prišli pa mi iz škofovih zavodov tukaj gor. Potem smo bili tukaj en mesec, po enem mesecu so nas pa spet, da so spokali, pa šlo na železniško postajo kle Medvode, pa preko Jesenic, Celovca, pa Nürnberga v Nemčijo. Kot pravi, so na srečo na smrt bolno mamo namesto v Nemčijo poslali v bolnišnico na Golnik in ga je zdrava pričakala, ko se je brez očeta, ta je v delovnem taborišču v Nemčiji umrl, vrnil domov. Smo prišli 24. julija, 45 leta iz taborišča izmučeni, na prazno hišo, vse izropan, ni bo ne stolice, ni bo ne ani šipe v okna, nič vse. So nas odpeljali, so namestili v naše vasi Kočevare, Nemce, ne, smo mi prišli nazaj, potem so se umaknili, smo pa mi na novo začeli življenje spraviti, tako ker na tiste teden smo ga spravili, kot je bil pred vojno. Zelo smo tovane delali, da so žili, nismo pa imeli nič. Tist smo pa nesli s sabo, ker smo imeli na sebi, drugače pa nič. Izgnanci so si status žrtev vojnega nasilja težko priborili. Zakon o žrtvah vojnega nasilja iz leta 1995 jim namreč le daje določene pravice, kot je priznanje pokojninske dobe, mesečne rente, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in nadomestilo za umrle. Kar bi morala država narediti za nas izgnance še
da bi dobili plačano gmotno škodo, ki se za to borimo zdaj že par let. Imajo vse dokumente na vladi in samo naša vlada bi mogla to preko nemške kanclerke to izterati, da bi dobila povrnjeno vojno škodo. Okupatorji so iz okupiranega slovenskega ozemlja v 4 letih izgnali 63.000 Slovencev in to ne le zaradi partizanskega odpora, ampak kot poudarjajo v društvu, tudi zaradi genocidne politike brisanja Slovenije in Slovencev z zemljevida Evrope. V noči iz 22. na 23. julij 1944. leta so domobranci pod nemškim poveljstvom odpeljali najprej sem v grad Goričane in po 5 dneh naprej v Nemčijo tudi 54 družin iz Medvod in okolice. Med njimi je bila tudi družina takrat še ne 16-letnega Albina Gabra iz Sore. 2 brata je imel pri partizanih. Ja, mi smo šli gor prvi smo šli, so nas selili do Burghausen. No, to je bolj direktno, bolj nedirektno, čistko. Vozili so nas 3 dni. Potem smo tam bili porazdeljeni. Tudi kaj kdo je. Naprimer, zase bom povedal, mi je rekel, da sem mizar. Pa me je kuj z mizarja. Pa me je vzel, da sem pri njemu delal poje. Nočno marco sem naredil, ni mogel verjeti. Kot pravi, je ostalo v spominu veliko dogodkov, le besede težko tečejo. Prav lanskoletna dobra organizacija srečanja ob 70. obletnici izgona medvoških družin je bila povod, da so se gorenjski izgnanci tudi letos obrnili na Medvoščane. Ti se sicer v društvo niso nikoli organizirali, zato je soorganizacijo ponovno prevzelo Borčovsko združenje in domače turistično društvo. Kulturni program pa so sooblikovali Anica Horvat z odra 3 herojev Pirniče, lovski pevski zbor Medvode in orkester Bisernica iz Reteč. Želja je bila tudi, da se za to priložnost odprejo vrata dvorca Goričane, saj se je za njih prav tu začela pot v izgnanstvo. Obrnili so se na lastnika dvorca, ljubljansko nadškofijo. Bili smo tudi ljubezniv odgovor, danes se obrnemo na tistega, ki ima ključ. To pa je papirnica v Goričanah. Tega pa nismo prosili, zaradi tega, ker smo zaprosili za parkirni prostor, da bi lahko naši gostje danes parkirali in smo pisno naslovili naslov papirnici in smo bili odklonjeni. Kar je pomenilo, da je še manj možnosti, da nam bi odprli te vrata. Žalostno, ampak tako je. Bojim se, da tisti, ki v to odločajo, da ne bojo prišli v nebesa, zagotovo ne. Zbranim je spregovoril tudi župan občine Medvode Nejc Smole in se jim med drugim zahvalil za njihovo držo, kljub doživetemu, in zaključil stavkom Antigone. Na svetu nisem zato, da sovražim, ampak ljubim. Prejšnji petek so v podružnični šoli v Sori prvič v sodelovanju s slovensko-švedskim društvom pripravili praznovanje poletnega solsticija. Učenci in učitelji so se tokrat v skandinavskem duhu z rajanjem in petjem veselili prihajajočih počitnic, poletja in obilja sonca. V podružnični šoli v Sori vsako leto ob koncu šolskega leta pripravijo zaključno prireditev. Zaradi deževnega vremena je tokratna potekala v šolski telovadnici. Pravili smo prireditev Pozdrav poletju in soncu. Prireditev je pa nastala na podlagi pobude švedsko-slovenskega društva, da bi prihod solsticija praznovali po švedsko. Ta praznik se upada z našim krasovanjem in zato smo vključili tudi našo ljudsko glasbo in ples in nekako prepletli še s švedskimi ljudskimi pesmimi in plesom. Najprej so postavili mlaj okrašen z bršljanom. Praznovanje se je pričelo ob zvokih violine, godalne skupine slovensko-švedskih korenin in učiteljskega pevskega zbora. Zbrane so nagovorili ravnatelj osnovne šole Preska, organizatorica prireditve in predstavnik slovensko-švedskega društva. Ja, predvsem bi radi povezali švedsko Slovenijo na en ali drugačen način.
preko naprimer gospodarskih odnosov, kulturnih odnosov, da bi Slovence pokazali Švedsko in Švedom Slovenijo. Ker tukaj v Sloveniji živi tudi okrog 500 Švedov in radi bi nekako, da se spoznamo drug drugega, zaradi tega, ker mi mislimo, da smo si Slovenci in Švedi zelo podobno, bolj kot bi si mi mislili. Tako po značaju, pa tudi po nekaterih tradicijah. Slovensko-švedsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1994 v Ljubljani na pobudo Janeza Bajta, ki je 40 let služboval na Švedskem. Društvo vsako leto dejavno sodeluje na Pikinem festivalu v Velenju, na decembrskem prazniku luči v Evangeličanski cerkvi v Ljubljani in še na različnih ostalih dogodkih. Idejo smo imeli v društvu, da bi prinesli v Sloveniji ta način švedskega praznovanja Midsommar, ki je nekaj čisto posebnega. Po dolgi zimi in hladni pomladi se narava razbohti in Šved zaživi in je navdušen. In opazil sem namreč tukaj v Sloveniji, tega navdušenja ni tako. In razumel sem, da je to zaradi tega, ker je Slovenija zmeraj lepa, zmeraj nekaj ponuja, zmeraj je bogata in ne čutimo pravzaprav tega bogatstva, ki ga imamo. V drugem delu so v krogu okoli mlaja zaplesali otroci posameznih razredov in se z rajanjem pridružili poletnemu veselju in skorajšnjemu prihodu počitnic. Poletni solstic je največji švedski ljudski praznik, praznujejo ga v naravi, dan je najdaljši in takrat življenje na Švedskem obstane. Švedi izkoristijo svoj dopust predvsem konec junija in začetku julija. Namreč ta povezanost med obilico sonca in toploto je zelo neposredna in takrat je najlepše na Švedskem. In celo nekoč so celo dnevni časopisi za teden dni, 14 dni nehali izhajati. Švedska je takrat obstala, tako kot Italija v Ferragostu. Častni konzul ni živel na Švedskem, pač pa je poslovno sodeloval švedsko založniško skupino Bonnier, s katero so ustanovili časnik Finance. Založniška skupina Bonnier je 200 let staro družinsko podjetje, ki je po besedah konzula švedska kulturna inštitucija, saj je izdala knjige vseh pomembnih švedskih piscev in nobelovcev. Moja vloga tukaj je, poleg tega, da uradno zastopam Švedsko, ambasada najbližje je na Dunaju in ta pokriva sicer Slovenijo. Moja naloga je pa, da opravljam tiste konzularne opravila, za katere imam pooblastila, in pa tudi, da povezujem gospodarstvo Švedske in Slovenije. Eden izmed dogodkov v občini Medvode, ki se ga že kar krepko drži naziv tradicionalni, je zagotovo večer filmske glasbe. Letošnji, 9. po vrsti, je potekal v petek 19. junija pod gasilskim šotorom v Preski. Neobičajni lokaciji je botrovalo slabo vreme, ki pa na srečo ni prepodilo obiskovalcev, ki so v prijetnem ambientu s številnimi glasbenimi gosti obujali spomine na najrazličnejše filme, ki so si jih ogledali na filmskih ali televizijskih ekranih. Večer filmske glasbe bi se tako kot lani moral odviti na Zbiljski Dobravi, a ga je tudi tako kot lani pod streho pregnal močan dež. Na srečo so preški gasilci vedno pripravljeni na pomoč in ker so imeli za načrtovano veselico že pripravljen velik šotor, se je nova lokacija ponudila kar sama od sebe. Kljub spremenjeni lokaciji, tako Jure Galičič, pobudnik, glavni organizator, montažer in voditelj, skratka srce in duša večera filmske glasbe, ni bil razočaran, saj je 9. večer filmske glasbe uspel celo nekoliko nad pričakovanji. Malo grenkega priokusa je pa vseeno, kajti ali narediti večer filmske glasbe na odprtem ob Zbiljskem jezeru na prireditvenem prostoru ali pa v šotoru, kjerkoli, ne, ali Preski, v Medvodah, kjerkoli, je razlika, ampak se pravim, je dogodek tako dobro uspel, da ne morem biti razočaran nikakor. Večer filmske glasbe sofinancira občina Medvode v okviru razpisa za kulturne dejavnosti. Glavnino dela pa ima organizator skozi celo leto, zato občasno energija nekoliko pade, a dobra izvedba potem ponovno da motivacijo tudi za vnaprej. Vse to je nekajmesečno delo. Najprej se je treba dogovoriti, kdo bo pravzaprav nastopal. Potem je treba uskladiti, kaj bodo sploh igrali, da se ne podvajajo ne samo med letošnjimi izvajalci, ampak tudi na pretekla leta.
potem je treba pripraviti filmčke, vse detajle, kar se lokacije tiče, vse, kar se reklame. Dela v zadju je ogromno, moram priznati, je ogromno in včasih mi kar že malo zmanjkuje, ampak ko pol pride do dogodka, ko tako uspe, kot je danes, rečem, evo, spet imam energijo za naslednje leto. Izbor nastopajočih seveda ni mogel biti brez Medvoške godbe, ki je letos pustila še posebej močan vtis. Filmska glasba je zato fajn za orkestre, ker je tudi že v osnovi pisana za orkestre, mogoče za malo večje orkestre, ampak tudi v izvedbi pihalnih orkestrov zveni zelo simpatično in zato vsi dirigenti radi posegajo po tej glasbi in tudi mi k sreči imamo pa še ta večer, kar je še tako lepše. Priprave pa so bile tudi z njihove strani precej dolgotrajne. Nekaj smo že lani pripravljali, tako da ja, od novega leta pa smo tole kar intenzivno na tem delali. Sicer še za jutrišnjo srečanje smo tudi pripravili 3 skladbe, tako da to so bili pa 4 danes. Poslastica 9. večera filmske glasbe pa je bila skladba Live and Let Die iz istoimenskega filma o Jamesu Bondu iz leta 1973. Mora biti celo nekoliko bolj znana skladba v izvedbi skupine Guns N' Roses, tokrat pa z aranžmajem profesorja Klemna Lebna in v izvedbi Medvoške godbe ter aktualne slovenske rock zasedbe San Diego. Ta zadnji komad je bil res zelo udaren skupaj s skupino San Diego. Me zanima, je bilo kaj predpriprav z njimi? Ja, smo imeli eno vajo pred koncertom. Eno vajo? No, probo, ja. In kako ste zadovoljni s samo izvedbo? A te skladbe ali celega koncerta, kar se z naše strani tiče, mislim, da je bilo v redu. Lepo smo bili pripravljeni in smo samozavestno zaigrali. Šotor nam je tudi pomagal, ker lepo zveni, tako da pa imajo godbeniki voljo. Nobene vaje, bila je sam tonska proba, kakor pravimo v glasbenem žargonu, tako da smo šli enkrat čez ta komad in to je bilo to. Godbeniki so se zelo dobro pripravljeni in zelo dobro igrajo. Moram jih pohvaliti. Meni osebno je zelo veliko različne zvrsti glasbe všeč in ko pride take priložnosti, recimo, da lahko z orkestrom ali pa z big bandom, pa to se spustim z največjim veseljem v to. Skupina San Diego je poskrbela za nekoliko bolj udarne dele, večina zaigranih pesmi pa je že del njihovega stalnega izvajanja. 3/4 je kar standard repertoarja, čeprav se trudimo, da ga vsak koncert, ker poleg naših avtorskih komadov igramo tudi priredbe, da smo ugotovili, da imamo zares dosti fanov, ki hodijo na vsak koncert in se probamo na vsakem koncertu oddolžiti z drugim repertoarjem priredb. Tako da danes smo v bistvu igrali 3/4 repertoarja, ki ga igramo. Naštudirali smo pa v bistvu eno čisto novo skladbo, pa eno smo mogli obnoviti tole, ki smo igrali z orkestrom. Rockerji pa so z veseljem prisluhnili tudi ostalim nastopajočim, saj so tudi sami ljubitelji filmov. Sem ljubitelj filmov Jamesa Bonda, tako da sem že kar nekajkrat pregledal te filme. Kaj pa risanka? No, jaz sem pa glih bolj ljubitelj risank, tako da risanka sem se vse pogledal, par Jamesu Bondu, ne vse, pa tudi neki film o telih so jih sukal, ampak risanka so ta glavna. Seveda pa so dušo v večeru filmske glasbe vdahnili tudi preostali izvajalci. Rockerskemu stilu se je pridružil slovenski Joe Cocker, Daniel Rampre, ki je v eni skladbi svoj raskov glas združil tudi z Andrejo Čamernik. Za nežne duše je poskrbela Andreja Sonc, ki je pomagal Sergej Škofljanec. Še kanec domačega pevskega znanja pa so dodale članice učiteljskega pevskega zbora osnovne šole Preska.
Jure Galičič se že ozira k 10. večeru filmske glasbe in razmišlja, da bi v goste spet povabil še eno godbo ali orkester, a pustimo se presenetiti. Godba Medvode pa je povezana še z enim dogodkom, ki se ga še bolj drži naziv tradicionalni. V okviru prireditve ob občinskem prazniku, ki potekajo pod geslom Medvode so fest, se je pestro glasbeno dogajanje pod prireditvenim šotorom v Preski nadaljevalo tudi v soboto. Na tradicionalnem srečanju godb so se poleg domače godbe Medvode predstavile še 3 godbe. Sledila pa je klasična gasilska veselica. Na tradicionalnem srečanju godb v Medvodah so se predstavile kar 4 slovenske godbe. Domači godbi Medvode s 85-letno tradicijo so se na srečanju pridružile še ena najstarejših godb z mladim članstvom, Postojnska godba 1808, po stažu mlada godba Cerklje, sicer dolgoletno predvojno tradicijo, in Mengeška godba, ki je lansko leto praznovala 130 let delovanja. Začnemo z razmišljanjem v bistvu že začetku koledarskega leta, katere godbe bi povabili, določimo datum in na osnovi tega potem gremo naprej. Torej pač povabimo posamezno godbo, čakamo na njen odziv. Tako da letos smo godbe kar hitro dobili, imamo 3 sodelujoče godbe, torej Mengeško godbo, Postojnsko godbo in pa godbo Cerklje. In zelo veseli smo, da so se odzvali našemu povabilu, drugače pa tudi letos sodelujemo s prostovoljnim gasilskim društvom, tokrat Preska Medvode. In zaenkrat se lepo kaže, tako da upamo, da bo še do konca tako zdržal. Zelo spoštujemo medvoško godbo, jo tudi večkrat omenjamo na vajah in sicer tudi imate zelo simpatično predsednico, enkratno pri prihodu nas je takoj vse pozdravila in lepo sprejela, na kar smo bili tudi zelo ponosni, in pa seveda Medvode si zaslužijo eno tako dobro godbo, ali kot mi pravimo v našem žargonu, pleh muziko, kot je vaša medvoška. Pred 2 letoma so nas povabili že preko prijateljstva našega dirigenta in predsednice Medvoške godbe, tako da nekako smo hoteli obuditi to vest in smo se odločili, da pridemo spet na povabilo predsednice Medvoške godbe. Letos smo mi prvič na kakšni taki prireditvi, srečanju godb, kjer smo šele mlada godba, 5 let komaj obstajamo in smo prišli v Medvode v bistvu na povabilo predsednice godbe Medvode in enega njenih članov. Na samem dogodku je zaigralo med 120 in 130 godbenikov. Zanimalo pa nas je, ali je tako veliko število mladih godbenikov med njimi zgolj naključje. Ja, načrtovali glih nismo, je pa res, da se pač godbeništvo v Sloveniji samo dokaj pomlajuje, tudi sami dokazujemo temu in ostale godbe prav tako, vedno več mladih članov, mlajših članov, katerim pač starejši predajo to tradicijo godbeništva naprej. Imamo vzpone in padce, trenutno smo v taki situaciji, da iščemo novega dirigenta. Drugače imamo kar nekaj koncertov in podobnih nastopov, tako godba bo šla naprej z dirigentom ali pa brez. Članov je okrog 43, starost je pa zelo nizka in povprečna starost mislim, da je kar precej pod 18 let. V bistvu večina vseh, ki nas igra v godbi, je inštrumente, ki jih igramo, tako rekoč prvič prijela v roke in smo se na novo začeli učiti. Kaj s tem? Začeli smo v bistvu na pobudo našega župana in pravzaprav je bila tudi dolgoletna želja cerkljanskih občanov, da se v Cerkljah ponovno pojavi godba, ki je bila že v predvojnih časih v Cerkljah, po vojni je pa vse skupaj zamrlo. Drugače igram pri Mengeški godbi od leta 1959, torej sem skoraj med najstarejšimi pri Mengeški godbi. No, Mengeška godba ima še to srečo, da imamo v Mengšu 2 godbi, ena je veteranska in sicer to je v tisti godbi igramo tisti, ki smo nad 50 let in igramo malo bolj lahkoten program. Ta godba je pa sicer bolj resna godba in seveda tudi pri tej godbi igram še vedno kot mladenič. Godbe so se predstavile samostojnim programom, na koncu pa smo lahko prisluhnili še skupnim koračnicam. Igramo večinoma koračnice in tak zabavni program.
Drugače za letni koncert in novoletni koncert vedno pripravimo koncertni program, skladbe težjega značaja, pa tudi bolj poletno obarvane, kakšne pop skladbe in podobne. Ja, repertoar izberemo izmed skladb, ki smo jih zadnje čase študirali. Se pravi, to, kar smo danes predstavili, smo igrali na koncertu ob 5-letnici delovanja, 15. maja v Cerkljah. Je pa tako, približno je 50 skladb smo v 5 letih se naučili, tako da nekaj materijala se je nabrali, da ga lahko predstavimo. Ja, to je zelo zanimivo, da imamo nek poseben odnos do tega, do ljudi, ne? In nekako poskušamo izbirati vedno program, ki zadovolji tudi poslušalca. Tako smo igrali recimo polko, koračnico, recimo Pozdrav prijateljem eno, kjer je bariton solo, ki sem ga jaz slučajno igral, če ste to slučajno posneli, in pa za konec še eno, ki je skoraj mengeška himna, to je V Mengšu smo vesel ljudje. Skratka, 2 uri pestrega programa in uspelo srečanje. Le še nekaj več obiskovalcev in poslušalcev bi si želeli na eni izmed prireditev ob občinskem prazniku. Tekom let, ko tokrat že organiziraš take zadeve, se učiš vedno znova in potem za naprej ti je to šola, katere napake ne ponavljaš oziroma se pač iz njih naučiš, tako da iz leta v leto smo boljši, z manj zapleti, ovirami in podobnimi zadevami. Torej vas naslednje leto lahko pričakujemo spet, pa mogoče v isti zasedbi godb, pa se odpira še kakšno novo prijateljstvo? Vedno znova iščemo nova prijateljstva, vedno tudi probamo povabiti druge gostujoče godbe, da se ne ponavljajo. Jaz pa srčno upam, da nam bo ratalo tudi v naslednjem letu organizirati ponovno tradicionalno srečanje godb v Medvodah. Medvode so fest je slogan festivala kulturnih, turističnih, mladinskih in športnih prireditev v sklopu praznovanja letošnjega občinskega praznika. Občina Medvode letos praznuje 21. leto svojega obstoja, pa tudi 170 let od rojstva Jakoba Aljaža in 120 let od postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. 7. julija bo športna dvorana Medvode gostila gala Aljažev koncert. Vlogo organizatorja velikega koncerta v okviru občinskega praznika bosta opravila občina Medvode in Nedeljski dnevnik, obeta se zares pester Aljažev program. Bom rekel, sem človek Triglava, ne. Moje življenje je kar precej povezano bilo s Triglavom in letos vemo vsi, da je 120-letnica Aljaževega stolpa. Spomnim se, kako je bilo svečano pred 20 leti, ko je bila 100-letnica. Koliko nas je bilo gor, ogromno. Zelo všeč, in potem sva nekako županom najdeli tak moto od Aljaža do Aljaža. In zato smo se odločili za ta gala Aljažev koncert, ki pa bo res nekaj posebnega, lahko rečem. Ta njegova pesnitev, skladba Oj Triglav moj dom, je ena najbolj poznanih, že ponarodela. No, mi jo bomo pa predstavili v 4 verzijah. V torek 7.7. ob 7. uri zvečer, torej prijazno vabljeni v športno dvorano Medvode. Vstopnice so že naprodaj na prodajnih mestih Tic Medvode, Petrolovi servisi in Eventi. Koncert je namenjen vsem tistim Slovencem, ki jim Triglav kaj pomeni, ker Triglav, moramo vedeti, ni samo simbol, Triglav je kultna gora, saj poznamo tiste, če nisi bil na Triglavu, nisi Slovenc. Jaz mislim, da takih gora, ki so tako vezani na nacionalnost, je malo po svetu, če sploh kakšna. Baletna šola Stevens je preteklo soboto pripravila zaključno predstavo obeh šol, Pirniče in Naklo. V 2 zaporednih predstavah so nastopili vsi učenci baletne šole, po skupinah pa so pripravili 3 baletne točke. Za solo je poskrbela še Manca Torkar. Na predstavi se jim je pridružil gostujoči belgijski baletnik, priznavajo pa tudi, da takšnega odziva publike ob koncu predstave še niso doživeli. Sedaj jih čaka še veliko svetovno plesno prvenstvo, nato pa zaslužene počitnice. Dvorana kranjskega Prešernovega gledališča je bila, kot je za predstave baletne šole Stevens že značilno, v soboto zopet polna do zadnjega kotička. Baletna šola je tam namreč pripravila svojo zaključno produkcijo, na kateri pokažejo pridobljeno znanje in trdo delo preteklih mesecev. To je ta naša zaključna predstava, smo po podobnem motivu naredili kot
lansko leto, da so bile 3 različna dela, kjer lahko vključimo celotno šolo, se pravi, da čisto vsi člani, baletniki, plesalci nastopajo v sami predstavi. Letos smo začeli za spremembo starejšimi, to je bila Les Sylphides, to je ena najstarejših baletov, ki obstoja do zdaj v zgodovini baleta, z gostujočim plesalcem iz Belgije, Žilom. Postavka je bila zelo težka za naše punce, ne toliko mogoče tehnično kot stilsko, ker je to res en tak nezakoreninjen oziroma res tisti klasičen star balet, lep, prečudoviti kostumi, ambient, glasba svoje naredi. Drug del je bil posvečen najmlajšim, to je bil Karneval živali. Uprizorili smo na prav sen glasbo, ki je prav bila napisana za te različne živali, tako da je bilo mrgolelo živali na odru, vsi so bili vključeni, kar je najmlajših. Tretji del je bil pa serenade, je pa ta srednji del baletne šole, klasična postavka, tako da je bilo izbor glasbe in stila plesa v tem predstavi zelo raznolikano. Kot omenjeno, so v svojih vrstah gostili belgijskega baletnika, na idejo o sodelovanju pri predstavi pa so prišli po naključju. Nehotena zgodbica se je povezala že samega tekmovanja iz Sussexa, kjer sem jaz podarila svojo točko moderno svoji učenki, ki pa jo je sestavil Jocelyn Alizart iz Belgije. In on sodeluje s tem fantom in ko je bil tukaj, prišel s tem dekletom delati, je rekel, jaz imam pa fanta, ki bi bil pripravljen in je odličen plesalec, plesati z vami. In potem smo povezali vaje v Belgiji in vaje tukaj in nastal je en tak lep končni produkt. Ob koncu predstave je strani občinstva prišla zanimiva in nenavadna reakcija, seveda v pozitivnem smislu, in tudi po predstavi so mentorji in plesalci slišali precej pohval. Nekaj, kar še nisem doživela v naši šoli, no. Zavesa se je odprla in je bil vzdih publike. Wow. In to je bilo za kulisijo, ker smo mi tam stali in čakali, smo mislili, da muske ni, da je nekdo nak na odru, ampak enostavno to je bilo tak pogled na oder, res čaroben, no. Čaroben, ki je bolj malkrat zdaj pri nas še prikazan. Na treningih in pri koreografiji so bile v veliko pomoč starejše učenke baletne šole, ki svoje znanje predajajo na mlajše generacije. Tukaj predvsem pri Karnevalu živali smo imeli vključeno še Evo Lasičevo, ki poučuje, in Lucijo Brecelj, ki poučuje ter najmlajše, pa je seveda tukaj naša Manca Torkar, ki ima tudi kar manjši zalogaj že z delom z učenci. Mi so pa tista nosilna sila, tako da skupinsko delo priprave na to predstavo morajo biti, ker enostavno 2 ne bi izvozila vsega. Počasi se približujejo tudi plesne počitnice, najmlajši so s treningi zaključili po zadnji predstavi, pred ostalimi pa je v prihodnjem tednu še en velik izziv, svetovno plesno prvenstvo v Romuniji, kamor odhajajo konec tedna. Jaz tako rečem, no, vedno so velika pričakovanja, želje so velike, mi gremo z realnostjo, ker to ni prvo tekmovanje za nas, vemo, da gremo na tekmovanje, kjer je elita vseh šol svetovnih, ne. Tako da dekleta so močna, pripravljena so, tudi mlajše letos, ko odhajajo z nami, skupina mlajše generacije. Talent je, volja je ogromna, motivacija zdaj neverjetna in če bojo tako naredili, tako kot zdaj na vajah, mislim, da bo en lep rezultat za Slovenijo. O rezultatih svetovnega prvenstva bomo še poročali, prepričani smo, da pozitivno, po končanem prvenstvu pa tudi dekleta in mentorji odhajajo na zaslužene počitnice. Športna dvorana Medvode je že 6. dan polno zasedena, zasedeni pa so tudi parkirni prostori ob njej in žal tudi bližnje zelenice. Na svetu namreč potekajo državna prvenstva v modernih tekmovalnih plesih, akrobatskem rock'n'rollu in kombinaciji 10 standardnih in latinskoameriških plesov ter finale pokalnega prvenstva. Plesni nastopi se bodo končali v nedeljo 28. junija, ko bo med popoldanskimi finali plesalce in obiskovalce v dvorani nagovoril predsednik vlade Miro Cerar. 8-dnevno plesno prvenstvo v tako velikem obsegu športna dvorana na svetu gosti prvič. Plesalci iz vse države pa že drugo leto zapored nastopajo na združenem prvenstvu za vse plesne zvrsti in starostne kategorije. Super, tukaj se mi počutimo čisto domače, nam je to lažje, domača dvorana, poznamo okolje, jaz sem še sodnik, me imajo tam pred sabo, se jim smejem in se mi zdi, da so malo bolj sproščene kot na drugih tekmah, no.
res organizatorji so se zelo potrudili, vse je nad nivojem in oder in osvetlitev, lučke, program teče kot po maslu in zelo sem zadovoljna. Tudi všeč mi je, da smo tukaj v Medvodah, v našem kraju in se mi zdi, da lahko pričakujemo dobre rezultate. Vlogo organizatorja prvenstva letos vzorno opravlja plesni klub Bolero, ki mu udeleženci iz vse države priznavajo, da mu je uspelo v medvoški dvorani pričarati odličen plesni ambient. Se mi zdi, da je vse gladko poteka, nam je tukaj super, ker smo blizu. No, zdaj na tem medvoškem parketu se je zvrstilo že kar lepo število plesalcev. Kaj lahko rečemo? Je kvaliteta slovenskega plesa iz leta v leto višja? Ja. Jaz mislim, da ja, da kar vzdržujemo, sicer mi smo že ves čas v samem vrhu in to, kar vzdržujemo oziroma še dvigujemo tempo, da nam tudi druge države temu sledijo. Sej ne bom rekla, da smo mi čist najboljši, ampak smo v samem vrhu in tudi jaz mislim, da je tako prav. Medvoščanka Maja Tvorinek, sicer članica kluba organizatorjev iz Bolera, je osvojila 2 naslova državne prvakinje v show dancu in sicer v mali skupini Mladinci in mladinski formaciji. S 5 koreografijami se je odlično predstavila tudi medvoška podružnica plesne šole Urška. Ja, v bistvu stavamo kar na vse, ker mi ne pošiljamo tekmovalcev, ki niso 100% pripravljeni. Tako da imamo kar nekaj mladink v parih, v solo, v malih skupinah, tudi otrok tekmujejo v mali skupini, pa veliko formacijo mladinsko, potem nas pa čaka še hip-hop, male skupine, solo in velika hip-hop formacija. Tako da tekmujemo letos res, se mi zdi, z enimi 8, 9 koreografijami. Kar pestro, ja. Dekleta iz jazz velike formacije so s točko bejzbol minuli torek osvojile naslov državnih podprvakinj. Najstnice so koreografijo do potankosti izpilile v dobrih 5 mesecih. In mogoče ste imeli takole kaj treme pred domačo publiko? Ja, na začetku ja, potem pa prva tekma ja, druga pa ne več. Ja, v bistvu smo se dobro izkazali, vse točke so šle po maslu, pač tako, kot smo si želeli, se izpeljali. Po medalji bronastega leska je že v soboto posegla šov velika formacija s točko Žabja svadba, jazz mala formacija s točko Črvi je zmagala, jazz mala mladinska skupina s točko Savana je osvojila 2. mesto. Več kot odlični argumenti torej, da se domači plesalci opravičili prednost domačega terena, dvorana na Svetju pa zasijala in pustila odličen vtis na plesnem zemljevidu Slovenije. Z odličnimi predstavami je minuli vikend nadaljeval kanuist na divjih vodah Blaž Cof. Na tekmah svetovnega pokala na Soči in v avstrijskem Murau je priveslal do kolajne srebrnega leska. Od njega je bil obakrat boljši le nemški reprezentant Norman Weber, že jutri pa bo na Dunaju otvoritev svetovnega prvenstva v sprintu na divjih vodah. Serijo zmag nadaljuje tudi Andrej Žavbi, ki je na Skotovem kolesarskem dnevu na Brdu pri Kranju zmagal v absolutni konkurenci. Za svojo že 7. zaporedno zmago je član Tušmobila potreboval 52 minut in 45 sekund. Kolesarski klub Medvode v nedeljo 28. junija prireja tradicionalni 17. kolesarski vzpon na Katarino s štartom ob 11. uri izpred občine Medvode. Vrsta in trasa vzpona ostajata nespremenjeni glede na lansko leto in sicer bo cestna dirka potekala od občinske stavbe po dolini Ločnice do kmetije na Vihri, tekmovanje pa bo štelo tudi za točke Pokala Slovenije. Na Seničici je voznica z neprilagojeno hitrostjo zapeljala iz vozišča in trčila v drevo, za kar je prejela tudi plačilni nalog. V Pirničah je voznik, ki je nesrečo povzročil zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, pobegnil, vendar so ga naknadno izsledili. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 4 kazniva dejanja: neplačevanje preživnine v Medvodah, nasilje v družini prav tako v Medvodah, poškodovanje tuje stvari v Smledniku in tatvino denarja iz vozila v Medvodah.
Na pomoč pri obravnavi požara pa so jih poklicali tudi na Golem Brdu Hrib, kjer je gorelo na objektu za zbiranje ločenih odpadkov. Tako kot že nekaj tednov doslej vas policisti še vedno pozivajo, da zaradi večjega števila kaznivih dejanj z področja premoženjske kriminalitete ne puščajte neznanih oseb v svoje domove, teh pa ne puščajte odklenjenih niti, če greste ven samo za nekaj minut. V času dopustov je to opozorilo še bolj na mestu, saj tatovi nimajo počitnic takrat kot vi. Če pa opazite koga, da se smuka okrog vaših sosedov ali vaše hiše, pa le hitro o tem obvestite policijo. Obetajo se nam pisani dnevi, odeti v kulturne prireditve in številne občinske aktivnosti. Že v torek boste lahko spremljali sejo sveta, kmalu pa bo na vrata potrkal tudi občinski praznik, praznovanje katerega letos beležimo kot Medvode so fest. Pa imejte se fest lepo, kjerkoli že boste.